Glede na to, da Ptuj ne želi biti v isti regiji kot Maribor, vseeno pa se odločite za skupno kandidaturo za Evropsko prestolnico? Torej, kar se tiče pokrajin bodočih, je zagotovo, tako kot je lokalna samouprava pokazala, da je lahko več občin na nekem prostoru boljši razvojni uspeh, kateri tega ne vidi, tisti je po moje globoko slep. Tako pomeni tudi pokrajinskost jutri priložnost za obe mesti in če nekdo ne verjame, da je pokrajinsko središče Maribor in pokrajinsko središče Ptuj pridobitev za severovzhodno Slovenijo, potem bo pač moral nekaj še prebrati, nekaj pogledati in zato torej, če želimo res dobro temu severovzhodnemu delu Slovenije, potem se eden drugemu ne nagajamo in pustimo enemu in drugemu priložnost za razvijanje. Seveda pa pokrajine ne pomenijo, da bomo mi jutri med pokrajinami postavili, ne vem, izraelsko-palestinske zidove ali še kakšne druge zidove, ampak bomo umno in tvorno sodelovali na vseh tistih projektnih vsebinah, ki nas povezujejo. Zato seveda ideja, ki je zrasla na Ptuju, torej že takrat, ko sem prvič zvedel za idejo, da ima Slovenija možnost in priložnost 2012. Dobiti status kulturne prestolnice, ena od mest, sem prvi predlagal takrat seveda tako županu še takrat Soviču v Mariboru in seveda kolegu Šrotu v Celju, da bi bilo smiselno oddati kandidaturo kot kulturni prostor, ne kot kulturno mesto. Kajti mesta so seveda premajhna, da bi lahko prevzela vsa ta bremena in smiselno bi bilo po moje oblikovati kulturne prostore evropske. Vesel sem, da se je seveda Maribor takoj odzval, še zlasti potem kolega Franc Kangler in da smo to zadevo izpeljali v celi severovzhodni koheziji in zagotovo je moč tega projekta ravno v pestrosti ponudbe, ne v monolitnosti. Torej eno mesto bi lahko ponudilo znatno manj, kot bo ponudilo 6 mest in seveda še številne manjše občine, ki bodo pri tem projektu sodelovali. Koliko ocenjujete, da bi Ptuj pridobil z morebitno nominacijo, se bojite mogoče, da bi vseeno Maribor pobral večino? Ne, jaz se ne bojim ničesar, vsak bo seveda znal na svoj način iztržiti največ pri tem projektu, vsebine so znane, projekti so več ali manj dogovorjeni, res je, da je malo manj dogovorjene finančne konstrukcije, torej pri denarju še vedno polno golobov na strehi, ampak ni pomembno, vsaj po mojem globokem prepričanju, ni pomembno, koliko bomo pridobili sredstev. Za mene je bolj pomembno to, da bomo znali iz tega projekta prvič povedati, da je Slovenija bila, oziroma da je ta del kulturnega prostora skozi zgodovino bil nekoč res kulturni prostor večjih narodov. Če pogledava samo rimski del zgodbe, torej rimsko cesarstvo, vemo, kako daleč je segalo in torej ena Poetoviona in ena Celeja in tako dalje so zagotovo bile zelo pomembna središča, da ne govorimo o srednjeveški vsebine. Torej preteklost je zagotovo, ima alibi, da smo dobili ta naziv, bolj pomembno pa še bo, kateri so tisti projekti, ki nas bodo jutri delali evropsko prepoznavne in da bodo recimo Francozi, Nemci, Italijani in tako dalje rekli, vidite, res tukaj so pa naredili nekaj takih vsebin, ki nas tudi jutri družijo in povezujejo. In torej jaz gledam ta projekt predvsem kot priložnost za jutri in verjamem, da v ekipe, ki smo jih po posameznih občinah uspeli ekipirati, so odlične, delajo dobro, podlage so dobre in se seveda ne bojim, da s kandidaturo oziroma s to idejo ne bi uspeli. Torej, to je prvič se pojavila ideja, da se pojavlja nek prostor, ne samo določeno mesto. Hvala. Hvala vam.